Živijo, dragi naši, danes se oglašam čisto na kratko v upanju, da bom definitivno pobožala vaše srce in sicer se ogromno ljudi obrnilo name in mi rekli, da se počute, kot da imate strto srce, da se vam je v obdobju retrogradnega Merkurja dogajalo to, da so se nekatere stvari zamajale, da ste bili prizadeti, da se vam je vse skupaj v svetu zdelo noro, pa tako naprej. Glih sem razlagala moji ekskluziv skupini, pa bi rada mečkam tudi vam razložila vsem, ki nas spremljate, da retrogradni Merkur je v bistvu obdobje, ki je kot, ko se zgodi potres in retrogradni Merkur ni to obdobje postavlja potres, ampak med potresom se ti ne sprašuješ, a bo stavba poškodovana, a bo z avtom kaj narobe, a bo komu kaj na glavo padlo, zato ker samo bežiš za svoje življenje. Medtem ko je konc potresa, se pa vidijo posledice. Se pa vidijo posledice, se vidijo posledice, kako se ti v resnici počutiš in dosti ljudi se obrne name, zato smo pa tako nepričakovane tudi neke meditacije naredili, ki vam hočemo pomagati, da imate strto srce, da se bolj počutite prizadete in tako naprej. In to je to, po potresu se pokaže, kakšna je v resnici škoda, komu se je zgodil, soočaš se s strahom, kaj če se bo potres ponovil. Tukaj sem najdela eno tako, so angeli najdeli zanimivo primerjavo z potresom in jaz verjamem, da je res to tako. In po potresu ni čas, da obsediš na ruševinah, zato ker pride čas obnove, zato ker si je treba spet dati streho nad glavo in tukaj zdaj je simbolično govorim, ta streha je v bistvu obnoviti tvojo srčno energijo. Zdaj bi pa rada malo še povedala, kaj ima s tem numerologija, ker sem dobila tudi vprašanje, kaj predstavlja portal 3.3. Najbrž vi sami veste, da vedno, ko so vam nekje dvojne številke hodile na plano, ko ste zagledali, ne vem, 15-15, 2-2 in tako naprej, da vam je recimo veliko bolj padalo to v oči, kakor je bila enkratna številka, a je res, In zato recimo mi vedno delamo portale 3-3, 4-4, tako naprej, zaradi tega, ker nam numerološko, ko gledamo vse skupaj, nam take številke dajo vedeti, da je čas pozornosti nečemu. In recimo 3.3, z Mihalom bova imela takrat 15. obletnico, vidiš, da bi 3.3 poseben, bova pripravila kakšno presenečenje, tako da le skrbno spremite. Skratka, 3.3, če ga gledamo kot portal, numerologija, trojka predstavlja veselje, smeh, zabavo, sproščenost. Veliko ljudi je pa trenutno glih kontra, razumeš, žalostni, prizadeti, kakorkoli že. Zato sva se z Mihalom odločila, on bo konc meseca delal, jaz sem pa na začetku meseca prevzela, da 3.3. naredim meditacijo, tako močno meditacijo z Aštar komando, ne vem, če poznate Aštarja, ampak on je sodeluje z nadangelom Mihalom in predstavlja zaščitnika našega planeta in bomo z njim delali na portal 3.3, zato da bi se povrnilo veselje, smeh, pozitiva, bomo delali zasuk usode. Pa vendar ta zasuk usode ti ne moreš narediti s tem, da rečeš, jaz sem v redu, pa zapoješ eno pesnico, ki ponovadi tako ne gre, ampak je treba najprej sebe ščistiti v nižje frekvence. In to bomo delali, dobesedno bomo spustili v nižje frekvence, vse, kar se vam je nabral, moram pogledati zdajle, če sem še kaj spustila, vem, kaj delamo, ampak kaj sem vse obljubila noter. Negativne frekvence, ja, prerezali bomo vse eterične vezi, ki so se spletle, razumeš, se ponovno preklopili na višjo kozmično zavez, aktivirali ponovno želje, ki so malo usahnile zaradi teh nižjih frekvenc, za veselje, smeh, srečo in radost. In potem nas čaka tudi aktivacija zaupanja in pomiritve. Tako da to bo meditacija 3.3. in dobili boste Aštarjev simbol za varovanje vašega doma, kar definitivno po energijskem potresu rabiš, Potem pa bi še vsem rada, fantje, ne da niste dobrodošli, ampak še vsem sem slišala, da ogromen žensk bilo trenutno v partnerstvu razočaranih, ali pa kakorkoli že, ali pa
da so se vam te ženski spomini rojevali. Nihče ne ljubi tako, kot ljubi žensko srce, a ne? Ampak je lahko zaradi tega tudi močno prizadeto. Okay? In vas bom povezala s prvim nadangelom na planetu za ljubezen, ki je bila nadangel Sofija, in bi rada z vami delala šivanje ženskega srca. Spiranje razočaranj nad preteklostmi, ljudmi, krivicami, ki so ti bile storjene, da spustiš zadnjo bojevniško solzo, da daš to ven iz sebe, da spustiš to energijo, da lahko zaživiš nazaj. Sofija ti bo dobesedno svetlobno šivala srce, tako da zato, da lahko, razumeš, na dan že na 8.3. bo to imel, daš ven iz sebe in zadihaš. In ker mislim, da žensko srce rab podporo, res pač zelo smo čustvene, ne da fantje niso, ampak pač saj veste, da je drugače, bom posnela za darilo tokrat na tej meditaciji, meditacija z naslovom Ona kot je Feniks. To pomeni, da vedno, ko se ti bo kaj zgodilo, bo to meditacija, ko boš naredila, razumeš, požgala stare energije in se iz tega prišla ven kot bojevnica, kot nekdo, ki še vedno lahko zaupa življenju. Tako da to sem pripravila za vašo čustveno podporo in Mihael bo pa potem, nas pa čaka neke mistike na spletu. Mihael bo imel po materinskem dnevu tudi neko meditacijo, mislim pa, da bo zelo ekskluzivno, ker kolikor jaz vem, boš dobil 4 meditacije za ceno ene. Tako jaz mislim, da definitivno nočete spregledati te meditacije, da definitivno hočete pogledati. Odvila se bo pa 26. marca in se imenuje Mama duhovna zaveznica. Taka posebna meditacija. Vmes je še enakonočje, imeli bomo potem polno luno in tako naprej. Mesec marec je iz naše strani prinesel res posebne meditacije. Mesta se pa že polnijo, ljudje so to začutili, zato ti danes dajem priložnost, da izbereš, kaj je tisto, kar ti potrebuješ, v kateri fazi svoje energije si, in želim ti en čudovit večer in želim ti ene čudovite trenutke in se veselim, da se vidimo, preveri na potovanje dusa.si in čau!